Na delavnici so se vrnili nazaj v 80. leta prejšnjega stoletja. V improviziranem frizerskem salonu so udeleženci prelistali stare frizerske revije, spoznali pripomočke za delo in si za ureditev pričeske zagotovili čisto pravi termin pri frizerki. Danes smo si najprej ogledali razstavo v Mencingerjevi hiši, tako da smo obiskovalce današnje delavnice popeljali v ta svet za ogledom enega razstavnega prostora, v katerem prikazujemo način življenja v tistem času, način življenja mladih, oblačilni videz, tudi nekaj kozmetike in pa dodatnih pripomočkov. Potem pa smo jih povabili v naš improviziran frizerski salon, kjer bosta frizerki ustvarjali na malih in velikih glavicah frizure, ki so bile moderne tudi v 80. letih. Otroci so lahko izbirali med geliranjem in oblikovanjem las, barvanjem pramenov, kodranjem in likanjem las ter spletanjem kitk. Hkrati je na modelu potekal prikaz navijanja, sušenja in oblikovanja pričeske v stilu 80. let. S pomočjo navijalcev, s pomočjo krtačk, seveda glavnikov, fena, havbo nismo prinesli zraven, kar si pripomoremo s fenom, s sušilcom, mislim za lase, ne. Nekaj bom kodrala z navijalci, nekaj s krtačkom, spremenila bom stil pričeske. Značilnost pričesk, ki so bile modne v 80. letih, je bila bujnost. Bil je kar precej visok poudarek na pričeske, mogoče celo bolj kot je danes, ne. Da je danes vse bolj sproščeno, ne. Ker takrat ni bilo toliko stvari, kot je zdaj, ne, recimo, ni bilo toliko barv, ni bilo toliko vrst preparatov, ni bilo, kozmetika je danes na vrhuncu, takrat pa ni bila, je bila pa še v razvoju, ne, ker je bilo bolj pomembno, recimo, tudi težji način dela je bil, težje je bilo ustvarjati, ne. Ena izmed zelo prepoznavnih in izstopajočih pričesk tistega časa je bila tako imenovana levja griva, dodaja sogovornica. Kaj pa pri najmlajših? Veliko so prinesli kar slikce s sabo, ne, seveda malo tudi bi radi bili že spremenjeni, ne, kakšne pramenčke že, ne, ki je takrat postajala moda, seveda tudi na kateri mamici je bilo kateremu otročku všeč, ne. Potem smo pa našli neko sredino, ker seveda nismo posegli, kar še danes ne pri otrocih v kemijo, ne. Ni to zdravo, ne, in to tudi za očuvanje zdravih las, to je veliki poudarek bil in je še danes, ne. Delavnica, ki so jo poimenovali Te naročim k frizerju, je potekala v okviru počitniških muzejskih doživetij, ki so jih drugo leto zapored pripravili v Mestnem muzeju Krško in na gradu Reichenburg. Vsakakor pa vsako leto izvajamo počitniške delavnice, vendar smo jih zdaj nekako dali v en sklop, ki se niza ponedeljek, torek, sreda, in zelo smo veseli, da med obrazki, ki so danes tukaj, vidimo, bom rekla, povratnike, tiste, ki nas spremljajo redno in so se udeležili tudi že predhodnih 2 delavnic na gradu Reichenburg, ki ste bili zelo lepo obiskani, bili ste pa na temo čokolade.